NN podcast s Suzano Lovec. Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli na N1. Danes bomo govorili o stanju sveta, o ljubezni, o popkulturi, filozofiji, umetnosti. Šli bomo od Trumpovih carin, ki hromijo svet, do serij na Netflixu, od negotovosti do skrivnostne v ljubezni in vse to prek filozofije. Dr. Jela Krečič je doktorica filozofije, ki je, preden je doktorirala iz filozofije, diplomirala iz kulturologije. Bila je tudi novinarka na Delu, poučuje na Filozofski fakulteti popularne kulture na oddelku za sociologijo, sodeluje pa tudi na Fakulteti za družbene vede in na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Je intelektualka, ki nam bo ta teden pomagala premišljati svet in nas. Pozdravljeni, dobrodošli. Živijo, hvala. Naj gledalcem in gledalkam povem tudi to, da moje oddaje lahko naročite se nanje na YouTube kanalu N1 Slovenija in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Vsako soboto so objavljene na N1, na n1info.si, najdete jih tudi na EON-u in na strani Metroplay. Midva, dr. Jela Krečič, midve pa bova začele najbolj ambiciozno in najbolj široko, kot je le mogoče. Torej, predrugačenje sveta zaradi Trumpovih carinskih ukrepov in vojne. To sta dve, recimo, negotovosti, ki so prisotni v aktualnem času. Če bi postavili vi diagnozo aktualnemu svetovnemu dogajanju, bi to bilo kaj? Ja, to je to pregovorno vprašanje za $1 milijon, zdaj pa očitno za več trilijonov dolarjev. Mislim, da sem sama podobno zbegana, kakor mnogi od nas, no? Da smo dejansko v nekem trenutku, ko še ni čisto jasno, kaj se sploh dogaja. Mislim, na koliko močen način se je svet dejansko transformiral tako v rekordno hitrem času. Zdaj, glede, tako prav pomislila sem, zdaj trgi so nemirni, ne? In sem prav pomislila, da tako prvič v življenju čutim zelo podobno kot trgi, no? Tudi jaz sem zelo nemirna in po moje ravno zaradi tega občutka dezorientiranosti. Sem pa poskušala malo razmisliti o tem, kar se dogaja. Predvsem en dogodek me je tako res pretresel, no? Pa vem, da so se dogajale stvari že prej, razni hororji, ampak to se mi je zdela en tak prestopljeni Rubikon. Tista zdaj že razopita scena v ovalni pisarni, kjer Vance in Trump žalita Zelenskega. In tam se mi je zdelo, da se je nekaj nepovratnega zgodilo. No? Ker, zelo sem se mučila z interpretacijo, do česa je prišlo. Ne? In mislim, da kar je bilo tako ubijajoče, je bila ta absolutna odpoved maniram, vljudnosti, prijaznosti, ki je še posebej na tej protokolarni ravni tako nujna. Ne? In mislim, da je fora manir in vljudnosti v tem, da kadar si prijazen, v bistvu je to gesta, sporočilo prijaznosti je tako, vseeno mi je zate, ampak nič hudega ti nočem. Ampak po drugi strani pa odpoved maniram pove veliko preveč. Je pa v bistvu izjava, lahko bi te pohabil, lahko bi te pač uničil. In s tem, ko umanjka ta osnovni medčloveški, ta metodologija odnosov drug do drugega, se mi zdi, da je zelo srhljivo. Naenkrat postane zelo srhljivo, ravno zaradi tega, ker se odpre prostor za to, da drugega pač uničeš. Če se pa to zgodi še v ovalni pisarni, je pa to zelo slabo sporočilo za cel svet. No. Tako na tej diplomatski mednarodni ravni, na ravni mednarodnih odnosov, kakor tudi na medčloveški ravni. No. Simbolni dogodek, ki je v bistvu simbolen za ves svet. Torej. Absolutno. Jaz po diagnozi pogosto sprašujem filozofinje in filozofe. Zdi se, da od vas terjamo odgovore, ki jih nimamo. Še posebej takrat, ko je negotovost največja, se obračam k vam. To sem že večkrat povedala, da v času velikih pretresov pokličem filozofinjo ali filozofa in sprašujem po rešitvah. Ne? Težke naloge. Morda to počnem tudi včasih, ko v bistvu niti vprašanj nimamo pravih. Ne? Kaj se vam, dr. Jela Krečič, zdi pravo vprašanje za današnji čas? Kaj se recimo vi najbolj sprašujete? To je zelo dobro vprašanje. Ne vem,
Moja obsedenost je že nekaj časa, mislim, to tudi malo proseva skozi knjige, tako, kako tvoriti družbene vezi, kaj pomeni biti družba danes. In to predvsem v kontekstu tega, ravno te povečane sovražnosti, pa ne samo, mislim, vojne so pač itak eklatantni primer teh sovražnosti in same po sebi zaradi tega toliko bolj grozljive. Ampak tudi se mi zdi na ravni medčloveških odnosov. Recimo, jaz vsakič malo trznem, ko vidim, da je nekdo grob na socialnih omrežjih ali pa sovražni govor, ki se tako prostodušno pač svalka po medijskem prostoru, mislim, predvsem po teh digitalnih medijih. In pač en občutek je tudi to, da z določenimi skupinami ljudi nimaš absolutno nič več skupnega, da so med nami nastale take razpoke, da je dobro vprašanje, a družba sploh še obstaja. Mislim, a obstaja sploh še skupno prepričanje, da lahko živimo skupaj, da skupaj tvorimo pač nek kolektiv. Tako da to je moje vprašanje, kako v takih časih še tvoriti kolektiv. Kje pa vi vidite filozofijo in njeno vlogo v družbi? Vse, kar bova danes govoriva tudi čez filozofijo oziroma predvsem čez filozofijo. Vi veliko pišete, k temu še prideva. Za tiste gledalke in gledalce, ki jih zanima ljubezen, ostanite z nama do konca pogovora. Ampak kje vidite vlogo filozofije v družbi? Ja, mislim, najprej bi rekla, da se mi zdi tako zelo simptomatično za nas čas, koliko na udaru je humanistika, filozofija, družboslovje. Mislim, tudi zdaj v tem trenutku se na Zahodu ukinjajo oddelki za filozofijo. In to se mi zdi tako nevaren signal. Zdaj, osnovni učitek filozofiji, humanistiki, družboslovju je nekako tak, kaj nam je tega treba, a je to sploh uporabno, a ni to pač neko mešanje megle. In recimo tak prvi humanistični filozofski odgovor bi bil, pa dajmo malo premisliti, kaj pomeni uporabnost. Kaj pomeni uporabnost? Mislim, seveda v tem vsakodnevnem vokabularju to pomeni, a je unovčljivo, a prinaša dobiček, a se da spraviti v gospodarstvo. In spet, mislim, moje vprašanje, pa dajmo pogledati, kam nas je ta logika unovčljivosti pripeljala. Saj, mislim, neenakosti v družbi se samo povečujejo, ekološke katastrofe se množijo. Mislim, mogoče bi bilo treba pa sam ta pojem uporabnosti postaviti pod vprašanje, ne pa filozofijo. S tem, da, kakor ste prej omenili, v kritičnih trenutkih se absolutno pokaže potreba potem, da zna nekdo pač točno taka vprašanja zastavljati. Ne? In mislim, da je moderna družba, če jo je zaradi česa vredno ohranjati, je ravno zato, ker dopušča avtonomijo sferam, kot so umetnost, ne vem, humanistika, družboslovje, ravno kot sferam, ki si upajo drzniti misliti nekaj izven danih okvirjev. Ne? Mislim, vedno me moti ta predpostavka, da mi že vemo, kaj družba je, kako deluje, kaj potrebuje. Ne, v bistvu mislim, da absolutno ne vemo. In zato rabimo natanko pač te vede in ohranjanje teh ved, da bojo se sposobne soočati z novimi izzivi in problemi, ki v družbi konstantno nastajajo. In pri tem, ko ste omenili, ne, ta odnos do recimo filozofije ali družboslovja na splošno, kaj nam je pa to sploh to potrebno, kje je uporabniška vrednost, se spomnim tudi na to, na kakšen način se zdaj vodi kampanja pred referendumom aktualnem, na kak način se govori o umetnicah, recimo, najbolj o umetnicah, pa tudi o umetnikih. Zelo simptomatično. Skratka, videli smo konkretno, recimo, so mnogi ti napadi na umetnico Majo Smrekar, na kak način je deležna teh posmehovanj, banalizacije, napadov. Kako bi vi umestili recimo to dogajanje ob tem referendumu in način, odnos do umetnic in umetnikov, kako si razlagati ta fenomen in kako ga lahko postavimo v zgodovinski kontekst? Ja, mislim,
Najprej bi se strinjala s to tezo vlade, da gre za predvolilno kampanjo. Se mi zdi pa res tako v nebo vpijoče, da mora desnica vedno za svojo predvolilno kampanjo se spraviti na neko skupino ljudi. Naj bojo to imigranti, ali ne vem, LGBT skupnost, ali pa zdaj v tem trenutku pač umetnice, ne, ki pretežno prihajajo iz sodobnega arta. Zdaj, mislim, to je nekaj, kar me itak že v osnovi, mislim, ravno zaradi tega, v okviru tega, kar smo prej govorili, mislim, ne moreš delati politike tako, da nekoga konstantno izključuješ. Ne? V drugi vrsti se mi zdi pa prava obscenost, da se je tokrat desnica spravila na umetnost in umetnice, ki že itak pač pripadajo neki sferi, ki je finančno od nekdaj slabo podprta. To je področje, kjer je ogromno nekega prekarijata ljudi, iz čistega entuziazma pač so se predali temu poklicu in zdaj v njih videti družbene zajedalce, zame je to definicija perverzije. Po drugi strani me pa moti kot ne vem, nekoga iz humanistike in filozofije, da se s tako lahkoto pač meče te estetske sodbe. Ne, mislim, če hočeš razumeti dogajanje v sodobni umetnosti, se moraš pač malce poglobiti v zgodovino umetnosti, moraš vedeti, da je Duchamp leta 1917 naredil fontano, pisoar, in ga poimenoval Fontana. Moraš vedeti, da, ne vem, skratka, za vse te prelomne dogodke v umetnosti, da je obstajalo nekaj tazga, kot so avantgarde, ki so hotele direktno poseči v družbeno dogajanje. Moraš razumeti, da obstaja nešteto razprav, polemik znotraj umetnostnega prostora, ki so dodobra utemeljile recimo to vrstno umetnost in konec koncev moraš razumeti, ne vem, zakaj je Banksy dal uničiti svojo sliko ali pa zakaj je Mauricio Catalan razstavil banano. In zdi se mi tako zelo nespoštljivo in tudi v resnici diletantsko, no, da ljudje, ki nimajo pojma o neki avtonomni sferi, ki je zelo razvita, zelo podprta s študijami, da tako prostodušno operirajo pač z diskvalifikacijami. Mislim, pač pričakovala bi od politikov tega ranga, da se vsaj malo bolj podučijo o stvarih, o katerih tako radi razsojajo. Lani je v Cankarjevem domu potekal cikel 4 predavanj oziroma govornih večerov Sivo nad sivem, na vašo pobudo, če se ne motim. Vi ste pa tudi sodelovali kot ena od 8 filozofov. V ozadju večerov je stal Hegelov citat: ko filozofija slika svoje sivo na sivem, tedaj se je neka podoba življenja postarala in s sivim na sivem se ne da pomladiti, temveč le spoznati. Še eno zahtevno vprašanje. Kje in kdaj je možno spoznanje? Najprej bi sam to rekla, da mislim, da ni bila moja pobuda. No, pač sem sodelovala, mislim, da je pobuda prišla iz Cankarjevega doma. Ja, mislim, zdaj ta sivo na sivem v bistvu meri na to, da filozofija pa humanistika se mogoče včasih zdita pač vedi, ki preiskujeta ali preučujeta neke fenomene, ki so sivi, brezvezni. Ampak Hegel pa meri na to, da ravno to, da znaš znotraj te sivine razbrati minimalne razlike, odtenke, pač v tem je neko celo intelektualno življenje, nek cel pač miselni podvig, ki je absolutno dragocen. In za nas, ko to počnemo, pač tudi na nek način veliko bolj zabaven, kot vsa ta živopisnost življenja, ki se neprestano pač hitro vrti naprej. In spoznanje? Spoznanje... se upravičujem, kaj je bilo že s tem spoznanjem? Jaz sem v bistvu vprašala, kdaj oziroma kje je možno po vašem mnenju spoznanje. Vi veliko pišete o nevednosti, o tem, kdaj želimo biti nevedni, kaj ta nevednost sproža. In zdaj, če v bistvu grem 10 korakov dlje, kdaj je možno naše pravo spoznanje, recimo? Mislim, jaz bi tako predvsem ločila, obstaja pač znanstveno spoznanje, kar tudi filozofija, humanistika, družboslovje so. Se pravi, znanost, v okviru katere lahko prideš do nekih spoznanj. V knjigi pa veliko pišem o v bistvu drži subjekta, ki je zase prepričan, da ve, ali pa da je v posesti vednosti. To je pa nek drug tip vednosti, no, ki zadeva v bistvu tvojo samopodobo, to,
kar misliš, da veš, pa v resnici ne vidiš, kaj ti uhaja med tem, ko misliš, da si že zaobjel v popolnosti pač neko znanje. Tako je, in tudi k temu prideva še naprej, ker se to povezuje tudi z ljubeznijo. Absolutno, in tem, kako nastane ljubezen. Ne? Pišete v knjigi, torej govoriva o knjigi Zmote neprevaranih od modernizma do Hollywooda. Pišete v bistvu o modernizmu in avantgardah, o tem, kako je institucionalna umetnost oziroma umetnina, ki pride v institucijo, ne, muzeje, galerije, postala, če tako rečem, svoje, malo mogoče pretirava, boj boste popravili, če grem tle korak predlje, v bistvu postaja svoje nasprotje. Ne. Pravite, enormna energija modernizma in avantgard, ki je bila upirjena v družbeno transformacijo, je naposled sama postala predmet komodifikacije in fetišizacije. Kako se filozofija upira recimo temu, da bi se zgodilo to, kar z moderno umetnostjo? Ja, zelo dobro vprašanje. Ne vem, mogoče bi tako odgovorila. Mislim, kar je mene fasciniralo pri modernizmu pa avantgardah je to, da je bil v nekem časovnem zamejenem obdobju, ne vem, recimo 50 let, tak močen impuls znotraj arta, da bi, ne vem, na ravni celotne družbe privedel do radikalne transformacije. In še bolj zanimivo vprašanje je, kaj se je zgodilo s to strastjo po revoluciji v nadaljevanju. In v bistvu zgodilo se je to, da se je umetniški prostor zelo liberaliziral in odprl pač za vse te škandalozne, provokativne, izzivalne pač projekte umetnosti, ampak na račun tega, da je absolutno zgubila kakršenkoli, mislim, umetnost družbeni impakt. Ne, na nek način se je ta sila, ta strast amortizirala in mislim, da jo je nadomestilo pač po eni strani ravno to neko zadovoljstvo ob tem, da smo osveščeni, pa da zelo dobro vemo, zakaj v umetnosti gre, kaj pomeni umetnina, umetnik, umetniški sistem. Ampak paradoks je v tem, da recimo, omenila sem prej Banksija, ne, pa to, kako je poskušal malo sabotirati dražbeno hišo Sotheby's s tem, da je ugradil sistem za uničenje njegove lastne slike. Mislim, da je problem v tem, da še recimo take provokacije, ki so uperjene proti umetniškemu establishmentu, v bistvu vse na trgu prosperirajo. Skratka, tako se zdi, kakor da se ne da umakniti na neko točko, s katero bi lahko učinkovito interveniral politično, recimo. Ampak je vse poblagovljeno. Mislim, tudi gesta protesta je poblagovljena. In zdaj, do določene mere, mislim, ne vem, mogoče je filozofija kot ta sivo na sivem malo odporna za to, da bi bila na tak način poblagovljena. In mislim, hvala Bogu, no. Se mi zdi zelo dobro, da obstajajo kakšni prostori v družbi, ki nimajo tega diktata, ki ne živijo pod diktatom profitabilnosti, ampak ohranjajo pač to avtonomijo. Seveda pa na račun tega, da nimajo družbenih vzvodov moči, kar je tudi prav. Mislim, prav je, da ta sfera ostane ločena od izvršne oblasti ali pa od direktnega družbenega angažmaja. To, o čemer ste zdaj govorili, če preberem iz vaše knjige, torej gre za to, da strategija poznega kapitalizma na Zahodu, kot pišete, je ravno v tem, da vse radikalno kritično dopusti, a le kot še eno raznolikost pod okriljem nespremenljivega, dozdevno nevtralnega, neoliberalnega kapitalizma. Če greva lahko zdaj k popkulturi, o kateri tudi veliko pišete. Veliko se ukvarjate z njo, predavate o njej, pišete znanstvene članke o njej, pa mogoče za začetek, kateri popkulturni fenomen pa vas trenutno najbolj zaposluje? Po moje, da ne bom prav nič originalna, ta nova serija Netflixa Adolescence je neka stvar, v kateri zadnje čase precej razmišljam, malo tudi na račun tega, da je to ena nadaljevanka, ki je dobila tako vse splošno odobravanje, da prav postajam malo sumničava do nje. Tako, da se sprašujem, če sem kaj spregledala. No. Ampak tako, ne glede na to, da ima popoln rezultat na Rotten Tomatoes, se mi zdi, da je res dobra. Dobra se mi zdi pa zaradi več reči. No, pač po eni strani gre za kriminalni žanr, ki pa ga serija zelo sprevrne.
to ni več who done it, pač kdo je storilec, ampak je hkrati why done it, zakaj je to storil, pa na nek način ta zakaj ni uperjen samo v psihologizacijo. Skratka, ne gre samo za vprašanje, kaj je psihološki ustroj tega otroka, da je bil sposoben narediti tako grozno dejanje. Ampak serija se mi zdi, da je res predana temu, da bi našla tako tudi družbeni okvir, znotraj katerega se tudi grozovitosti dogajajo. In v tem se mi zdi dragocena, no? Da nima, za razliko od ameriške popularno-kulturne produkcije, ki ima zelo rada to jasno razmejitev med bad guy pa good guy, pa seveda to obsedeno s tem, da imamo pogledati, kaj je pripeljalo, kaj je tisti vzrok, ki naredi iz, ne vem, prijetnega mladeniča pošast. Tukaj se malo odrečejo tej potrebi in v tem se mi zdi poštena serija, da se res trudi tako nekako skicirati, analizirati nek širši kontekst, znotraj katerega se je pač ta nek partikularni zločin zgodil. Za tiste poslušalce in poslušalke, ki vas zanima serija Adolescence, o njej smo pisali pretekli teden tudi v rubriki Poglobljeno. Barbara Smaila je v bistvu strokovnjakinje prosila, ki se ukvarjajo s temi temami, da grejo en korak dlje in po seriji napišejo še neke odzive, ki mogoče lahko pomagajo tudi konkretnim gledalcem in gledalkam, staršem, mladostnikom. Kar sem jaz recimo ob tej seriji in ob tem, ko sem vedela, da pridete za mojo gostjo, se spraševala, je v bistvu to, da je moj občutek, pa me boste popravili, da nam včasih popkultura, konkretno serije in filmi, recimo nam zdi, da nastavijo ogledalo ne kot družbi, ampak da je verjetno veliko več, ker ob nekaterih popkulturnih fenomenih, recimo kot pri tej, zdi se, da ljudje v bistvu šele ob tem, ko vidijo v fikciji nekaj, kar bi se lahko zgodilo in kar začutijo ljudje, kot da bi se lahko zgodilo vsaki družini praktično, da se zgodi nek moment, ki je na meji aktivacije. Zdaj, ali bo res aktivacija prišla v družbi, ne vemo, ne še, ampak zdi se, da je ta serija, kot da so te usode v bistvu bolj pomembne nam kot gledalcem, kot usode in stvari, ki se zgodijo v bistvu v družbi tako blizu nas, da tako rečem. Da je v bistvu družba postala, kot da so države postale pozorne, da so se zares zavedali ljudje, da kako velik problem je nasilje recimo med mladimi, pa vse to, kaj pripelje do njega, kot da so se v bistvu šele ob tej seriji zavedli. Včasih se mi zdi, da recimo tudi ne samo prek serije ali pa filma, ampak tudi ob dogodkih ob njih, da se zavemo nekega problema. Recimo pri tem filmu Sneguljčica, ki doživlja silovite kritike in lahko tudi rečemo, da film ni dober, ampak ob teh odzivih silovitih na ta film pridemo do tega, recimo, da ko gledalci, moški recimo ubesedijo, kaj jih moti pri tem filmu. Sem videla recimo, da v Ameriki na družbenih omrežjih seveda zelo jasno povedal in tle mi je kliknilo, to je to. On je rekel, na živce mi grejo te ženske, ki mislijo, da ne potrebujejo moškega. In sem si mislila, evo, tu smo. Zdaj smo pač jasno povedali, kaj je v bistvu problem. Skratka, zdi se včasih, da je ta fikcija bolj realna od realnosti. Ja, mislim, se absolutno strinjam, podpišem vse, kar ste rekli. V tem je verjetno tudi ena od funkcij popularne kulture ali pa tih dobrih popularno-kulturnih del, da nikoli niso zgolj odsev recimo nekega dogajanja, ampak dejansko šele skonstruirajo ali pa osvetlijo, zgradijo perspektivo, iz katere nekaj ugledamo kot problem, kot družbeni problem. In to je zelo pomembno. No? Mislim, se zelo strinjam, da šele skozi to vrstno delo lahko prepoznamo neke probleme, ki jih sicer sploh ne bi. Ne? Tako da, lahko sam
pokimam. In ko sem o tem razmišljala te dni, sem pri branju vaše knjige naletela na odstavek, ko sem si rekla, popularna kultura ni bila nikoli zgolj najljubše družbeno slepilo ali zgolj opora ideologije, ampak tudi prostor, ki ravno kot ideološke sanje, kot slepilo, kot zabava, učinkovito naslovi ključna družbena vprašanja, od razrednega boja, druge svetovne vojne, do vprašanj intime in seksualnosti, loh med spoloma, statusa seksualnosti, pri tem pa razvija tudi refleksijo svojih lastnih postopkov. To je to. Ja, jaz bi k temu danes dodala samo to, da recimo, jaz tudi nisem videla te Sneguljčice, sem pa zaznala, da se pač veliko misli krešajo ob njej, ampak meni se zdi danes zelo pomembno, da sploh še obstajajo neka dela, recimo popularna kulturna dela, ki lahko zmobilizirajo ali pa povežejo pač take množice ljudi. Skratka, da obstajajo neka dela, ki že s tem, da dobijo nek kolektivni odziv, dokazujejo, da sploh še smo družba. To, da se kregamo o Sneguljčici, je zelo, na nek način družbeno zelo pozitivno, zato ker dokazuje vsaj to, da še obstajajo neke skupne stvari, ki nas vse skupaj zadevajo. Da skratka obstajajo stvari, ki vse te pregovorne mehurčke lahko tudi na neki točki povežejo. Recimo ena takih stvari se mi je zdelo odprtje olimpijskih iger letos v Parizu, kaj je tudi zbudilo ogromno polemik. Meni se je zdela ta otvoritev sicer fantastična. Ampak eno od funkcij nje sem pa videla natanko v tem, da je dokazala, da kot svet na nek način še obstajamo, da obstajajo stvari, ki jih delimo, o katerih se lahko prepiramo. In na nek način je dosežek že to, da se danes lahko vsaj zmenimo, katera je ta skupna stvar, o kateri bomo debatirali. Ker se dostikrat zdi, da sploh nimamo več, da se naše poti sploh več ne križajo, da gremo vsak v čisto svojo smer. Zdaj prideva od vprašanja, kako emancipatorna je lahko popkultura. Zdaj, če ste rekli, da opozarja lahko na probleme, da probleme v bistvu bolje ugledamo preko popkulture, ali se zgodi podobno kot recimo, kar sva prej opisali z moderno umetnostjo, ko pride v institucije, ali je tukaj podoben princip, da je nekako, da izgubi, ali jo samo gledamo in ugledamo ta problem, ali s tem problemom kot družba tudi kaj naredimo. Ali ima tudi ta naboj za spremembe, ali ta naboj obstaja in kdaj tudi pride do sprememb, ali pa je v zgodovini popkultura že izgubila v bistvu to. Hočem reči, recimo, če banaliziram, vsak večer pogledamo 2 dela neke serije ali film na Netflixu. Mnogi od njih opozarjajo na, kritizirajo družbe, so kritika sistema, tudi prav sistema, ampak zjutraj se mi normalno zbudimo, gremo v službo, funkcioniramo v istem sistemu in pozabimo. Smo osveščeni, vemo, kaj so problemi, zgodi pa se. Ima ta mobilizacijski moment, ali ga je nekje izgubila in kaj bi bilo treba, da ga mogoče spet ima? Treba se vprašati, a ga je sploh kdaj zares imela. Po moje, da popularna kultura po definiciji je ustvarjena za to, da generira dobičke. To ni sfera, ki bi bila kadarkoli obsedena s tem, da mora biti politična. Političnost se je vedno zgodila kot po nesreči, po ovinku. Kaj jaz vem, bom omenila samo Charlieja Chaplina, ki ga zelo rada vedno privlečem na plano. Charlie Chaplin je delal komedije striktno za množice, striktno za zabavo in tudi zelo dobro služil. Je pa, mislim, da bil izjemno političen avtor, pač s tem, ko se je že samo s tem, ko je v glavno vlogo postavil Potepuha. Skratka, pripadnika družbene manjšine, nekoga, ki je marginaliziran, to je njegov glavni junak in to je junak vseh njegovih filmov. In že to je politična gesta. S tem hočem reči,
Pri Chaplinu bi težko govorilo o neki direktni političnosti ali pa celo programu, ki ga ima, kaj hoče narediti s temi filmi. On je hotel zabavati ljudi. Ampak s tem, ko jih je zabaval, je pa istočasno proizvedel tudi neko, po moje, zelo ostro kritiko razrednega boja v Združenih državah Amerike. Ne, pa nekako poimenoval ali pa pomagal razumeti to absolutno devastacijo, ki jo je velika kriza 29 prinesla. Tako da jaz bi rekla, da popularna kultura včasih mestoma, ker to sploh ne vidi kot svoj cilj, prinese tudi to. No? Prinese pač ali neko vid, ali neko razsvetljenje, včasih mogoče celo koga mobilizira politično, ampak to se striktno zgodi po nesreči, no? Kot stranski produkt, ne kot direkten cilj, ki si ga je zadala. Ponavadi te, ki imajo direkten cilj, nekaj pomenljivega povedati ali mobilizirati, izpadejo bodisi kot slaba propaganda ali pa ne vem, ne dosežejo skratka tega učinka. Tako da to moramo vzeti pač v zakup. Bi pa k temu dodala, da tudi kadar imamo opravka zelo ideološko produkcijo, in po moje tudi ta nova Sneguljčica pa še mislim, pač je druga ideologija, pa še vedno ideologija, so vseeno zanimiva, ker nam pa včasih pomagajo detektirati, kje kot družba sploh smo. To, kako se nekaj upodablja v popularni kulturi, potem lahko zelo razberemo, kaj so trenutno vroče družbene teme, s čim se ukvarjamo, kako vidimo odnose. In že to samo je zanimivo, tudi če pač ni nobenega, recimo, direktnega političnega impakta te produkcije. Ne? Zdi se mi zanimivo tudi to, da popkultura je nekaj, s čimer vsi gor rastemo. Ne? Mi, naši otroci, vsi ljudje, ki jih poznamo, konzumirajo popkulturo in zato nam gre ure in ure nam grejo. Ne? V času korone so mnogi cele dneve v bistvu na tem živeli. Skratka, lahko bi rekli, da nas to vzgaja, da smo vzgajani v to in tako naprej, da dobimo vtise o svetu, da nas uči, česarkoli nas že uči, je pa hkrati za mnoge samo, to je samo popkultura. Kako resno in zakaj jo je treba imati resno? Ja, po mojem točno zaradi tega. No? Mislim, sploh ne vemo, koliko smo potopljeni v te vsebine, kako nas definirajo. Kako, mislim, se oblikujejo naše lepotne ideale, ne vem, naš način življenja včasih. Tako da mislim, da ste dobro omenili to, no, da v resnici sploh mislim, da noben od nas ni osveščen v zvezi s tem, koliko močno je not v tem sistemu. Ne. S tem, da tukaj bi izpostavila mogoče še eno funkcijo popularne kulture in to je ravno to, kar ste omenili. To je skupna valuta. Ko si na letališču pa srečaš neznanca, o čem boš govoril, pač o katero serijo si gledal, kaj si bral. To je mednarodna valuta in pač omogoča tisto, o čemer sva na začetku govorili, pač neko povezljivost med ljudmi, kar po moje še posebej danes pač je zelo pomembno. Vaša knjiga, iz katere sem prej brala, Zmote neprevaranih od modernizma do Hollywooda, bo išla tudi v tujini pri založbi Bloomsbury. Videla sem, da piše na spletni strani, da bo dostopna letos poleti. Avgusta pa je. Ja. V njej secirate modernizem, popkulturo, Hollywood, filme, serije, torej Superman, Batman, Seks v mestu, Seinfeld, Oglaševalci in še. Samo moment. Kot pišete, na koncu, velik del zabavne industrije pristaja na to, da mora imeti fikcija strukturo realnosti, torej oponašati življenje takšno, kot dozdevno je. Tarantino, o katerem tudi pišete, je eden redkih, ki nas prepričuje nasprotnem. Realnost je kreacija, za dobro ali boljšo realnost se je treba potruditi uporabiti domišljijo. Tle mi gre kar glava. Skratka, kako od tukaj dalje v bistvu? Kakšen je ta trud, kako uporabiti domišljijo, da skreiramo boljšo realnost? Ja, mislim, tukaj mi je šlo predvsem za to, da fikcija, recimo še posebej Tarantino, ki ga ni sram uporabiti žanrov, biti umetelen, mislim, on je eden redkih, ki nima te potrebe, da bi bil, ne vem, da bi odražal neko pristnost, realistično pristnost, recimo. In fikcija, ki si drzne zamisliti alternativne scenarije, je po moje pač njena politična funkcija v tem, da nam
da nam zbuja ali pa ohranja občutek za to, da so lahko stvari tudi drugačne. Da to, kar je, ni edina možna stvar. Da obstajajo tudi drugi scenariji. In to, recimo ta potreba ali pa klicanje k temu, da moramo ostati avtentični, pristni, zvesti temu, kar je, to je zame čista ideologija. To pomeni, da pač sprejmeš obstoječo situacijo kot pač naravno danost in se zadovoljiš s tem. Tuhtati o tem, kako narediti družbo, ne vem, pravičnejšo, ekološko bolj vzdržno, trajno, to pa terja neke domišljije. In tukaj mislim, da na tej ravni je lahko politika tudi umetnost. Mislim, naša trenutna, današnja svetovna absolutno ni, ne, nažalost, saj jaz ne vidim enega primera politike v tem žlahtnem smislu, da bi upala zastaviti nek scenarij, kako nasloviti te pereče probleme, ki nas bombardirajo skoraj dnevno. Ne. Skratka, želimo si, da bi politika ali pa politiki, ki so na oblasti, prihodni, sedanji, bili bolj kot Tarantino. Da bi si upali misliti Django, da bi si upali misliti Neslavne barabe. Ja, da bi si upali zamisliti boljšo družbo. Ponavadi poslušamo, ne vem, nič se ne da, ni denarja, potem pa ob kakšnih fenomenih pa vidimo, da se zelo hitro veliko da. Ne? Recimo, ko se je COVID začel, se je vse ustavilo, pa ne vem, niso propadle vse države, pa ni bilo gospodarske krize, recimo, tako fundamentalne. Ne? Pač očitno se tudi da. In mislim, da logika fikcije, ki je v tem, da pač raziskuje, si upa zamisliti, širi meje možnega, je na nek način lahko trening za nas, da si upamo tudi v družbi predstavljati pač neke spremembe, alternative. Čeprav iskreno je tega zelo malo. Teh poskusov misliti utopijo, to je praktično neobstoječe. Je pa nujno? Absolutno, ja. V zadnjih letih ste pisali tudi znanstvene filozofske tekste o ljubezni, v reviji Problemi, in tu je spet negotovost in tu je spet popkultura. Vi namreč filozofsko motrenje ljubezni prelijete čez konkretne filme. Ne? Recimo v tekstu Pomen nevednosti v ljubezni, to naredite čez film Častne dolžnosti. Ne? To je ta film, ki ga vsi poznamo, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Scorsese, skratka film naše mladosti. In vi pišete v tem tekstu, ne, o tej slepi pegi, ki jo imamo vsi, ko pride do ljubezni. Ta slepa pega, ta nezmožnost adekvatnega spoznanja je tudi mesto, kjer vzklije in se generira ljubezen. Ljubezni ne moremo anticipirati, načrtovati ali na silo proizvesti po naši volji ali proti njej. Ljubezen vselej najbolj preseneti samega ljubečega. Po nujnosti se poraja mimo njegove vednosti in kakršnihkoli zavestnih intenc. Vselej se pojavi kot izgotovljeno dejstvo, ki ga lahko sprejme, vzame na znanje le retroaktivno, ko je že podlegel ljubezni. In še, obstoj ljubezni v človeškem univerzumu potrjuje, da za subjekta ni enigma le drugi, ampak je vselej enigma tudi sam sebi. Kako malo, dr. Jela Krečič, vemo o nečem tako pomembnem, kot je ljubezen, kdo mogoče ve največ o tem, pa tudi kako malo vemo o nas samih v ljubezni. Ja, to je kar en kompleksen sklop vprašanj. Mogoče bi začela s tem, mislim, strukturno nujno ne moramo veliko vedeti o ljubezni. Mislim, saj ne kot subjekti, ki ljubimo. Pač ljubezen nas vedno preseneti, nemogoče jo je anticipirati. In zato mi je ta tema v resnici zanimiva. Ravno v času, ko vsi želimo biti neprevarani, osveščeni, pač polni vednosti, je tukaj ena stvar, ki nas pa porazira ali pa razkrije to, kako malo v resnici vemo o sebi. Ne? O sebi si očitno pripovedujemo zgodbe, pri tem pa nam uhajajo neke ključne stvari. In s tem v bistvu tudi hočem reči, da subjekt, in tukaj jaz pristajam na lakanovsko definicijo, je pač razcepljen subjekt, kar pomeni točno to, da ne moreš z razumom, umom, vednostjo zaobjeti vsega, kar si, kaj vem, šale, lapsusi in konec koncev zaljubljenost izpričujejo, da je tam nekaj, česar nimaš pod nadzorom. Zdaj, kar se tiče tega, kako filozofsko zaobjeti vednost, bi samo opozorila na Platonov dialog Simpozij, ki sem ga tudi študirala v povezavi s to temo, in bi sam tako ful priporočila gledalcem in gledalkam, da to preberejo. Mislim, super tekst je.
Je pa recimo v tem tekstu Sokrat reče, da je ljubezen edina stvar, o kateri nekaj ve. Ljubezen je edina stvar, o kateri ve resnico, ampak potem tisto, kar pove Sokrat, je tako, pač, ne vem, ni zares prepričljivo v tem dialogu. Vsi ostali so ful bolj zanimivi kot Sokrat. Tako da že zaradi tega je dialog, pač se ga splača prebrati. In pol še kar se zgodi, pač Sokrat ima neko to misel, kako se je treba odreči tej fizični ljubezni do lepih teles, se odreči pohoti in to pretopiti nekako v ljubezen do vednosti, do spoznanja. No in potem na zabavo, nekaj to se dogaja na zabavi, udre pijani Alkibijat in začne osvajati Sokrata direktno. Pač na tej žurki. In potem so zanimive Sokratove reakcije. Tako da Platon v bistvu napravi to, Sokrat ima neke te ideje o ljubezni, ampak potem je pa soočen z direktnim izkazom ljubezni in more reagirati. Tako da to sam tako opomba pod črto, no. Kako se je filozofija na svojem začetku ukvarjala s problemom ljubezni, ampak mislim, da je zelo dobro že v tem dialogu začrtano. Mislim, na nek način vsi te negotovi spektri ljubezni v tem smislu, biti v razmerju z drugim je vedno težko. Mislim, tako kot ste rekli, že samega sebe ne poznamo, odpreti se drugemu je pač problem. In tudi, ne vem, naša naklonjenost drugemu je lahko z njegovega vidika naporna, težka, mogoče jo doživlja kot zahtevo, na katero se ne more odzvati. Pač odnosi so messy, kot se reče, pač kaotični. In tukaj je ogromno pač nekega kaosa, kjer spet večina ljudi niti se ne zaveda, kaj počne. In že to, recimo, najdemo pri Platonu na nek način, že tu so namigi na to, kako kompleksno, zafuclano, zavozlano je področje ljubljenja. No, in kako težko je imeti odnos z drugim. Mislim, to ni pravljica, kjer se dva zaljubita na prvi pogled in potem v večni harmoniji živita do konca svojih dni. Ne, pač ljubezen je nekaj grozljivega, spodnese ti tla pod nogami in terja, da se soočaš ne samo z drugim, ampak tudi s samim sabo oziroma s tem delom tebe, ki je izbral tega drugega. In ki ga ne veš. Ne? Ki ga ne veš. Moment. V še enem tekstu v Problemih, Razlogi za dvom v ljubezen, komedija ponovne poroke z Descartom in Lacanom, tudi pišete o ljubezni in začnete ga s tem, da negotovo se bolj orisuje našo zasebnost in možnost tvorjenja družbenih vezi, še posebej ljubezenskih, nekaj o tem ste zdaj že rekli. Zakaj je sedanji čas tako krut do ljubezenskih vezi? Mislim, po mojem, ni čas kar tako sam po sebi krut do ljubezni. Mislim pa, da ta tip kapitalizma, v katerem smo danes, absolutno favorizira individualizacijo, atomizacijo posameznika. In tudi te slogani, bodi to, kar si, najdi samega sebe, to so tipično slogani, ki so uperjeni v to, da ostaneš sam. Da ostaneš sam, da se iščeš se vedno s pomočjo pač potrošniških objektov, ki ti jih ta isti sistem pač meče pred noge. Ne? In že v tem kontekstu se mi zdi ljubezen skoraj tako, ne vem, revolucionarno dejanje, no? Da se odrečeš temu impulzu biti sam, ki je veliko bolj udoben, ugoden, domač. Ne? Mislim, danes smo dejansko na tej stopni liberalizacije, ko imaš lahko, ne vem, tudi serijo ljubimcev ali pa afer in se nikoli ne zavežeš, recimo, ljubezni. Ampak to je natanko tisto, kar k čemur na nek način tudi stremi sam ustroj sistema. Mislim, eden od rezultatov tega je pa seveda točno to, da ostanemo nekako tudi nesposobni ali pa vedno manj dovzetni za tvorjenje družbenih vezi. Mislim, vedno težje se odpreti drugemu, ljubljenemu, kaj šele, ne vem, povezati v nek širši kolektiv. Tako da v tem smislu vidim ljubezen tudi pač kot, ali pa če rečem tako, politična dimenzija ljubezni je v tem, da si pripravljen nek ego, svoj jaz, ne vem, potisniti malo v ozadje za neko skupno stvar, ki te je doletela ali pa ki se ti zdi fundamentalno pomembna.
In ljubezen je taka stvar, taka usodna stvar. Zdaj ne vem, kaj je vaše naslednje vprašanje, ampak hotela sem dodati, da to govorim z vsem zavedanjem, da pa je seveda ljubezen lahko absolutno toksična, no? Ali pa da so intimna razmerja danes lahko absolutno toksična. Tako da upam, da gledalke in gledalci ne bojo tega vzeli kot neko moraliziranje. Mislim, ali pa pobudo, da morajo zdaj pač nujno... Na vsak način ostati skupaj. Absolutno ne. Absolutno ne. Ampak ne, moje naslednje vprašanje je bilo tudi iz tega teksta, kjer pišete v bistvu o poroki, pa bom jaz malo to razširila, ne nujno sam akt poroke, ampak dva, ki si želite ostati skupaj. Vi pravite, da ta poroka oziroma ostati skupaj je simbolna zveza, ki izpričuje, da je vsaj v nekem trenutku ta ljubezen, ki prej smo opisali, kako se začne, s tem, da ne vemo kako, da je ta ljubezen pretendirala na večnost, njena resnica pa se bo morala realizirati skozi konkretne prakse življenja te dvojice. Spet eno ful ambiciozno vprašanje. Kako je ta realizacija skozi konkretne prakse drugačna od tega začetka ljubezni? Bom vprašala malo drugače, še bolj ambiciozno. Kako ne nehamo ljubiti? Pustimo zdaj ob strani vse te primere. Kako ohranimo ljubezen? Skratka, pustimo zdaj ob strani te toksične, disfunkcionalne zveze, ne govorimo o tem. Ampak govoriva o dveh, ki imata ljubezenski odnos, kjer se je ljubezen ustvarila na način, kot vi pišete, s to nevednostjo o sebi. Kako to ohraniti čez konkretne prakse življenja dvojice? Tukaj bi mogoče omenila vseeno Alaina Badiouja, na katerega se sklicujemo v tem tekstu, ki ima ene par lepih formulacij. Pač ljubezen je dogodek, skratka je tisto, kar te pač absolutno pretrese, ampak ravno to, da te pretrese dvojico, omogoči, da zgradita, on temu reče, prizorišče dvojega. Zdaj, res je, da pri Badiouju, recimo, mislim, on sam se sprašuje in celo omenja popularno kulturo, umetnost, sprašuje se, zakaj je v tej tradiciji tako malo podob ljubezni, ki bi pokazale to upisanost v trajanje, možnost ljubezni, ki traja. Skratka, ne kot enkratni dogodek, ampak pač nekaj, kar ima tudi dolgi rok trajanja, neomejen rok trajanja. In nekako on tukaj ne konkretizira. Jaz pa v članku poskušam skozi komedijo pokazati. Komedija je komedija nam lahko pomaga razumeti, kaj to pomeni vsakodnevno življenje, vztrajanje v vsakodnevnem življenju para. Ali pa izgradnja prizorišča dvojega skozi tisto, kar bi lahko imenovali tegobe vsakdana ali pa izzive vsakdana. Zdaj ne vem, a se spustiva v kakšnega od teh scenarijev? Lahko. Jaz v tekstu govorim o Lady Eve, ki je hollywoodska klasika. Meni je bila že pač v prvem ogledu všeč zato, ker ima glavno junakinjo, ki absolutno obvlada sceno. In to je film iz leta 1940, tako da v bistvu hočem poudariti, takrat ni bilo ravno običajno, da bi ženska junakinja prevzela pač to vodilno vlogo in še, mislim, tako z neko briljanco, eleganco, stilom, humorjem in tako naprej. Zdaj, to je zgodba, ki se v bistvu začne tam, kjer se Gaslight na nek način konča. Pač začne se z varanjem, ona je goljufivka, prevarantka in poskuša bogatega dediča pač zapeljati za to, da bi ga oskubila denarja. Ampak kar se zgodi, mislim, tu se začne razlika z Gaslightom, ona sama se po nesreči zaljubi van. In to je tisto, kar pač zgodbo pelje naprej. Mislim, potem gresta narazen, potem sta ponovno skupaj. Ampak mislim, da komedija ima to logiko, upelje to logiko, kako, ko naletiš na oviro v ljubezni, ko naletiš na neke resne probleme, kot je recimo goljufija, kako iti preko tega. In ponavadi ne na nek pocen način, ampak pač prav za neko stvaritvijo kreacijo dvojega ali pa kreacijo situacije, ki lahko razreši tudi pač te mučne scene, do katerih nujno pride v vsakem razmerju. Zdaj ne vem, a sem bila preveč abstraktna. Ne, v redu. Me pa zanima, na kak način, skratka, ko pišete o popkulturi, ko secirate te filme in serije,
ne. Nekatere sem že omenila, še veliko več jih je v knjigi in v vaših tekstih. Na kak način v bistvu izberete? Ne? Kako ste recimo Lady Eve ali pa Častne dolžnosti, kako izberete tiste serije in filme, skozi katere potem v bistvu pronica v bistvu ta teorija? Zelo različno. Recimo pri Age of Innocence, Častne dolžnosti, je prišel ob premisleku, katera so tista dela, kjer je ta figura vednosti v ljubezni pomembna, kjer odigra neko vlogo, in sem se pač spomnila na ta roman. Včasih je pa sam film tiska potegne neko misel, no, katerja nek razmislek in interpretacijo. In včasih se pa to dogaja po verigi. No. Recimo na moji karierni poti, če lahko tako rečemo, se je začel s TV serijami, pa potem s komedijo Ernsta Lubitša, ki je sledila komedija Prestona Sturgisa in pač tako nekako neka zauzetost za temo te nekako pelje skozi pol tudi, mislim, te pelje do teh novih odkritij filmov, ki potem te peljejo do novih in tako naprej. Ja, mogoče sem pozabila omeniti, da ste doktorirali iz filozofija in fantazma in film, to je bil naslov vaše doktorske dizertacije. Za konec sem pustila še eno vprašanje. Vaš soprog je dr. Slavoj Žižek, tudi filozof in pozna ga praktično ves svet. Morda za konec, kakšno je vajino najljubše polje skupnega razmisleka, o čem se recimo najraje pogovarjate, ko se pogovarjate o filozofiji? Mislim, tako zelo me mika, da bi rekla, da tako sploh nič ne razmišljamo skupaj. Mislim, dejansko tako, ena od skupnih točk je popkultura, po moje šund, žanr, to, film noir. In ne vem, premislek ali pa razmislek vedno pride kot stranski produkt, nikoli se ne zgodi scenarij, kjer bi rekla, da se zdaj temeljito pogovoriti o nečem. Pač to pride kot stranski produkt, ne vem, recimo strasti do žanrske popularno-kulturne produkcije. Dr. Ila Krečič, hvala lepa za vaše odgovore. Hvala za vabilo. Hvala, da ste bili moja gostja. Upam, veseljem, res. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Naslednji teden spet z vami.